Lepo pozdravljeni obiskovalke in obiskovalci našega Rožnika. Najbrž mi ni treba posebej poudarjati, da smo v zadnjem času osupli nad tem, kar se na tem našem Rožniku dogaja. Osupli smo nad obsegom sečnje dreves ob vznožju Rožnika. Žal nas ne prepričajo navedbe Zavoda za gozdove in Mestne občine Ljubljana, da gre v glavnem za pomladitev gozda. In to, kar vidimo zdaj, je na vse več mestih, kjer je še decembra stal gozd, so zdaj godosekli. Ne prepričajo nas argumenti sanitarne sečnje. Zagotovo je treba odstraniti bolna drevesa, ampak teh ni 389, kot je predvidenih za poseg. Včeraj smo slišali v tedniku, da je sanitarne sečnje okrog 20%, kar seveda pomeni, da se seka več kot 300 popolnoma zdravih odraslih dreves, zato, da bi se gozd pomladil. Padajo stoletne veličastne bukve, padajo tudi mlajša drevesa, ostajajo samo majhna, komaj nekaj let stara drevesca, ponekod pa še to ne več. Kljub kritičnim mnenjem iz gozdarske, biološke, geografske, klimatološke in drugih strok, kljub negodovanju vse več strokovnih inštitucij, kljub pozivom civilne družbe, ter kljub jezi nas ljudi, ki Rožnik pogosto obiskujemo, se pa sečnja nezadržno nadaljuje. Zato smo se danes tukaj zbrali in jaz bi najprej povabila k besedi Rudija Krašovca, ekologa in biologa, če je že prišel. Prav, hvala za besedo. Tako kot me je že skladno povedala, tukaj sem kot biolog in ekolog. V gozdu ne upravljajo samo gozdarji, v gozdu ni samo les, v gozdu je že marsikaj drugega živega in gozd zagotavlja še marsikatere druge funkcije, ki jih morajo zagovarjati tudi druge stroke in tukaj sem kot predstavnik biologov. Javni gozd za javno dobro. Zopet smo priča, ko se javne površine ne uporabljajo javno dobro. Zopet smo temu priča znotraj MON-a. Zopet smo priča neustreznega gospodarjenja z gozdom za javno dobro na javnih površinah. Priča smo neustrezni sečnji, ki ne naslavlja drugega javnega dobrega kot le ekonomskega. Temu smo že bili priča v drugih zavarovanih območjih in celo na območju drugih naravnih parkov. Na vse zadnje smo bili priča tudi poskusom poseganja v gozdne rezervate in pragozdove, a so bili ti na srečo po interveniranju civilne družbe vsaj zdaj zaustavljeni. In zdaj je čas, da se te prakse spremenijo. In zdaj, če ne zdaj, v času podnebne in biodiverzitetne krize, kjer če ne tukaj, na površinah, ki so javni lasti, namenjeno javno dobro. Ni boljšega primera težav, ki jih naslavljamo, bolj izpostavljenega, kot je ta tukaj za nami, pred nami, na Rožniku. Zakaj? Ker gre za mestni gozd. Gozd, ki ga je občina zavarovala kot gozd s posebnim namenom, zaradi posebne krajinske, socialne in estetske vrednosti. Zakaj? Ker je to območje krajinskega parka, zavarovanega območja narave, ki je najbolj obiskano zavarovano območje narave v Sloveniji. Torej je to naš najbolj obiskan gozd v Sloveniji. In ko beremo upravičila, zakaj je bila ta sečnja potrebna, jaz sam osebno vidim samo utemeljitev, zakaj do tega ne bi smelo priti. Pomlajevanje gozda. Bukev obstaja že 30 milijonov let, sposobna se pomlajevati sama. Sanitarna sečnja. Življenjska doba buke je 200 let. Ta drevesa so v najboljšem primeru stara 100 let, torej smo nekje na polovici življenjske dobe. Drevesa so bila poškodovana. Poškodovane so zaradi suše, ampak skozi življenjsko obdobje imajo sposobnost regeneracije. Tega časa niso imele. Biodiverziteta. Ja, najbolj ogrožene vrste so ravno tiste, ki živijo v starih drevesnih zastojih in teh ni več. Podnebna vloga. Najboljši možen način fiksiranja ogljika je v starem lesu, ki ostane v gozdu. Se pravi, v gozdu z veliko odmrle biomase. In največjo regulacijo podnebja omogočajo ravno stari lesni zastoji. Mladovje in gozdni sestoj, ki se ga ustvarili, pa te vloge verjetno ne bo upravljali do konca naših življenj. Imeli smo tukaj učbeniški primer starega gozda z neizmerljivim izobraževalnim potencialom. Sedaj pa imamo eno navadno poseko. V splošno so naše gozdarske prakse razmeroma dobro, vendar jih je potrebno ravno v takšnih primerih. V primerih javnega gozda, ki prinaša javno dobro,
interdisciplinarno razširiti z vključevanjem in upoštevanjem drugih deležnikov, najmanj državnih, kot sta recimo Zavod za varstvo narave in Krajinski park. Do tega ne bi prišlo, sploh pa ne na tak način, če bili predhodno vključene druge organizacije, predvsem z področja varstva narave in urejanja javnega prostora in seveda civilne družbe. Zato sta na polni krog prevozila tako lastnik kot upravljalec. Hvala lepa, Liviju Krašovcu. Zdaj pa vabim pred mikrofon dr. Majo Simoneti iz Inštituta za politike prostora. Krajinska arhitektka je. Ja, hvala za besedo, hvala, ker ste prišli, hvala, ker spremljate naša prizadevanja. Kot vidite, trdno verjamemo, da so ta prizadevanja upravičena. Vsi, ki menite, da gre za pretirano čustveno reakcijo, upam, da ste zdaj že uspeli zaznati, da gre pravzaprav za strokovno premišljeno akcijo in da smo se dobro pozanimali in da dobro vemo, kaj govorimo. Mestni gozd v središču Ljubljane ima, kot je bilo že lepo povedano, več funkcij. Na našem inštitutu se s podnebnimi spremembami in urejanjem zelenih površin v tem kontekstu veliko ukvarjamo, profesionalno ukvarjamo. Sama sem doktorirala z tega področja. Preprosto je treba vedeti dve stvari. Večfunkcionalnost zelenih površin je tista, ki jo vsi potrebujemo za našo prihodnost. Mi, ljudje, za naše zdravje in dobro počutje, naša mesta, da bodo bolj odporna na podnebne spremembe, in naša narava, ki pravzaprav prinaša vse te koristi, ki dražijo vplive podnebnih sprememb in negativne vplive bivanja v urbanem okolju. Tako da tukaj ni dileme. Večfunkcionalno upravljanje zahteva sodelovanje več deležnikov. Drugi poudarek, ki bi ga pa želela povedati kot urbanistka in krajinska arhitektka, je pa seveda ta, da v mestnem prostoru se pričakuje veliko sodelovanja prebivalcev in uporabnikov pri upravljanju javnega prostora. Sodelovanje v smislu tega, da se posvetujemo, kakšen prostor potrebujemo in da tudi povabimo javnost seveda v različne akcije, ki nam pomagajo vzdrževati stanja, ki so dobra za vse. V tem smislu je seveda zgodnje vključevanje javnosti v predstavitve načrtov, naprimer obnove, zdravljenja javnih površin in podobno, edino sprejemljivo. To je čas, ko se še lahko pogovarjamo o tem, kaj je najbolj primerno, kaj nas skrbi, kakšna vprašanja vse prežemajo ljudi in tudi seveda čas, ko lahko soočamo, bom rekla, različna stališča konstruktivno, brez da bi ustvarjali škodo in brez da bi ustvarjali neke nesporazume, preko katerih je zelo težko iti. Mi lahko razumemo različne doktrine, mi lahko razumemo neke napetosti med ekonomskimi pogledi in socialnimi in ekološkimi pogledi na mestne gozdove. Česar ne moramo ali pa ne želimo več sprejeti je, da glede tega ne tečejo javni in odprti dialogi. In k temu tudi pozivamo tako ustanovitelja Krajinskega parka, to je mestna občina Ljubljana, ki je tudi lastnica, kot tudi pristojni zavod za gozdove, ki pravzaprav gotovo v svojih vrstah skriva veliko ljudi, ki razmišljajo podobno kot mi. Hvala. Hvala lepa, Maja. Zdaj bi pa prosila Primoža Ribariča iz meteorologa, da osvetli problem še z strani klimatološke stroke. Pozdravljeni, torej, kot mi je že omenila Sanja, sem meteorolog, pa tudi član Mladih za podnebno pravičnost. No, danes smo se zbrali v lepem zasneženem Tivoliju, ampak ne glede na sneg in nizke temperature se podnebna kriza stopnjuje in gre brez zmanjšanja hitrosti naprej. Za reševanje tega konflikta, kateremu je zoperstavljeno človeštvo, mi smo do danes naredili skoraj nič, praktično bore malo, tako na svetu in tudi v Sloveniji. Pri tem pa velikokrat pozabimo na gozdove, na naše naravno bogatstvo. Velikokrat ljudje, prebivalci, bralci, poslušalci, gledalci medijev razmišljajo le o prometu, pa o pridobivanju energetike, torej energije v energetiki za razne dejavnosti in tako naprej. Seveda, to so zelo pomembni dejavniki, ki pripomorejo k pospeševanju podnebne krize, povečevanju ravni ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov v ozračju, vendar pa pozabijo na funkcije gozda. Če imamo na eni strani počasno prehajanje na obnovljive vire energije in prepočasno spremembo oziroma reformo v prometu,
preoblikovanje na bolj trajnostno obliko mobilnosti, povzročamo še več teh izpustov ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov v ozračju, nam pa lahko zdravi, odrasli in z ostalimi biotskimi organizmi, torej živali in rastlinstvom v gozdu, pomagajo tele ogljikov dioksid, tele izpuste oziroma ravni ogljikovega dioksida, metana in ostalih plinov v ozračju znižati in pri tem pomagati pri reševanju te zelo zahrbtne in zelo grozeče podnebne krize. Nikoli ne smemo pomisliti samo na 2 ali 3 gozdove, ki so medijsko nekoliko bolj izpostavljeni, in prav je, da to so recimo Amazonija in ne vem, prostranstva v Afriki in ostale prostranstva z tem zelenim bogastvom. Na drugi strani pa imamo na domačem dvorišču kar 58% slovenskih površin pokrivajo gozdovi. In prav je, da se pred vsakim posegom v ta tole gozdno območje, gozdne površine, vedno kontaktira oziroma naredi kontakt med vsemi deležniki, med tistimi, ki organizirajo sečnjo ali kakršnekoli dejavnosti v gozdu, spremembe, z občinarji in tako naprej, z vsemi posameznimi organizacijami, iniciativami in tako naprej, da se stvari pomirijo in da ljudje vedo, zakaj se kaj počne in da so stvari utemeljene. Sedaj moram pa še dodati 3 zadeve oziroma našteti 3 pomembne funkcije, ki jih ima gozd pri reševanju in blaženju podnebne krize. Torej, kot sem že povedal, blaženje podnebne krize je možno preko vsrkavanja ogljikovega dioksida kot enega pomembnejših toplogrednih plinov v ozračju v lesno biomaso, preko listov, preko fotosinteze in vsemi temi povezani procesi. In zato so potrebna odrasla tudi in zdrava drevesa, saj slaba, nedorasla drevesa temu niso sposobna. Dobra drevesa so sposobna v odrasli dobi posrkati tudi nekaj 150 kg ogljikovega dioksida iz ozračja v enem letu, samem letu. Druga stvar je, sedaj je zima, ampak tudi po zimi ima funkcijo pomembno gozd, in sicer zadržuje ta sneg, ki se potem stali, in zadržuje vodo, ki je v poletnih pripekah pomembna, da jo nekje imamo zadržano kot nekako rezervo. Po drugi strani poleti, ko je res tista huda pripeka, nam gozd osvežuje, nekako hladi okolico in tako v senčnih gozdnatih zelenih površinah je celo nekaj stopinj nižja temperatura kot v okolici na betonskih džunglah, tako imenovanih toplotnih otokih. In tretja stvar je, gozd tudi čisti ozračje. Vse strupe, fine strupene delce srka preko ljubja, preko listov iz ozračja in nam tako naredi okolje bolj zdravo. Tako da res apeliram na vse, ki karkoli vidijo v okolici, ne samo v Ljubljani, kjerkoli, da se dogaja kaj čudnega z gozdom, oči naprežo in sporočajte, kaj se dogaja. Vsekakor pa ni to nobena kritika zoper kakršnekoli posege, ki so pa res nujni v gozdu, ampak pomembna je torej komunikacija, da bodo ljudje verjeli in da bodo tudi razumeli in da bo tudi postopanje res, kako pravimo, trajnostno. Meta Breznik se skoraj vsak dan sprehaja po Rožniku, ona nas je opozorila na to, kaj se dogaja, in jo prosim, če pove svojo izkušnjo. Na kratko, če povem, se pravi, takoj po Božiču sem jaz začela hoditi v tiste del Rožnika, ker nismo navadili na tale del Rožnika, in sem bila zgrožena, ne. V bistvu poseka je že bila, začela sem fotografirati in čisto sem bila osupla, potem sta pa se mi pridružila soborca Brane in Sanja in smo tam okoli Novega leta, smo hodili okoli teh dreves in se čudili, ne. Dejansko sem vesela, da so se kasneje pridružili nam še ostali, tako da Mladi za podnebno spremembo, Maja takoj na začetku,
In ne vem, tle imam napisan en tekst, ampak mislim, da ga ne bom prebrala, ali pa bom prebrala. V glavnem, kar je, ne, gre za to, da opozarjamo naprej, da se to ne bi več dogajalo, ker mi tudi smo, tudi mi ljudje Ljubljane, imamo pravico zvedeti malo prej, 1 leto prej, da se bo tak velik poseg zgodil, no. Mislim, da ne bom tega prebrala. Hvala, da ste prišli. 9. januarja smo pred mestno občino Ljubljana naredili tiskovno konferenco, kjer smo pozvali vse odločevalce, da ustavijo sečnjo in da odprejo interdisciplinarno razpravo o tem in da pač vključijo še ostale stroke. In takrat smo tudi predstavili zahteve, ki jih pač imamo do mestne občine Ljubljana, do Zavoda za gozdove Slovenije, prebivalke in prebivalci Ljubljane. Skratka, zahtevamo takojšnjo ustavitev sečnje ter odprtje interdisciplinarne razprave o tem, kako naj se z gozdom v parku upravlja v dolgoročno korist mestnega okolja in prebivalcev. Vsi nadaljnji ukrepi naj bodo usklajeni s širšim krogom strokovnjakinj in strokovnjakov, tudi s področji podnebnih znanosti, ekologije, biologije in drugih sorodnih ved. Prebivalke in prebivalci Ljubljane imamo pravico vedeti, kaj se dogaja z našim gozdom. Pristojni naj stopijo pred javnost in predstavijo načine, kako se bodo razmere v gozdu obravnavale v prihodnosti, ter da poskrbijo, da se skrhano zaupanje prebivalcev začne izboljševati. Mestni gozd je naš in ne pristajamo, da se z njim ravna premalo premišljeno. Gozd je za nas in mesto izredno pomemben, je življenjski prostor ljudi, živali in rastlin in nam nudi številne koristi, ki jih ni možno zagotoviti na noben drug način. Zato hočemo, zahtevamo, da se z njim upravlja skrajno, skrbno in tudi pregledno. Nikoli več nočemo biti soočeni s situacijo, da na terenu nemočno opazujemo posege, ki jih ne razumemo, da se vznemirjajo in nam vzbujajo sum, da niso bili dovolj dobro premišljeni. Rožnik je naš gozd in v našem imenu naj se z njim upravlja transparentno, spoštljivo, premišljeno in vključujoče. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste prišli. Mi bomo pač še aktivni. Najavljam še pogovor, spletni pogovor, za katerega ni popolnoma sigurno, ali bo jutri ob 18. ali pa v četrtek ob 18. Spremljite stran Mladi za podnebno pravičnost, tam bomo najavili pogovor med strokovnjaki na temo izsekavanja rožnika. Hvala lepa. Hvala vam. Tukaj smo se zbrali, zato ker smo zaskrbljeni, ker smo razočarani na tem, kako se nas je obveščalo in ker zahtevamo, da se tak način ravnanja z rožnikom, ki ga smatramo za naš gozd, takoj ustavi. Zahtevamo zaustavitev te sečnje in zahtevamo, da stroka, ki trenutno odloča o tem, katera drevesa bodo posekana, stopi v dialog z ostalimi pripadniki stroke, drugih strok, sorodnih strok, kot je biološka, klimatološka, ne gozdarska, ampak geografska in tako naprej. Predvsem ta komunikacija, oziroma pomanjkanje komunikacije in dialoga. To je en problem in ta problem pač vzbuja veliko nezaupanje. In potem tudi izjave, ki so sledile potem, ko smo opozorili na to, da nismo zadovoljni s takim obveščanjem, tudi te izjave niso bile popolnoma konsistentne. En predstavnik, mestne občine reče, da nobeno drevo ni bilo zares zdravo, drug predstavnik Zavoda za gozdove pa je recimo v tedniku včeraj izjavil, da je samo 20% bilo sanitarne sečnje, ostalo je pa ponuditelna sečnja. Ampak potem te izjave so še besedici bolana, da je to nujno potrebno za ohranitev gozda, nas ne pomirijo. Nas sploh ne pomirijo, zato ker slišimo druge predstavnike strok, recimo biologe, ki močno dvomijo o tem, da se bo res zmanjšala erozija zemlje, če bodo odstranjene, če bodo odmrle te korenine
korenine teh odraslih veličastnih bukev. Nas ne pomirijo zato, ker smo prebrali, da mlada drevesca na južni strani ne bodo imela možnosti preživeti v času, ko se bo stopnjevala podnebna kriza, ko se bo stopnjevalo pregrevanje mesta. Torej, gre tukaj bolj za neko površnost, za neko malomarnost ali zakaj gre? Po našem, mislim, po moje, težko rečemo, zakaj tukaj gre. Gotovo pa lahko rečemo, da tega ne moremo zvedeti natančno, zato ker informacije, ker komunikacija ni transparentna. In tudi odločitve niso transparentne. Jaz sem Sanja Fidler, sem članica skupine Protestival. Hvala za izjavo. Samo zanima me, kaj je točno ta vaš vidik, zakaj vas je ta sečnja tako zmotila? Ja, ta sečnja nas je zmotila zato, ker je pač tako obsežna, ker nismo mogli razumeti, da je možno, da v nekem delu gozda padajo vse odrasle bukve. Vemo, da so nekatere od njih 100-letne, veličastne, zdrave, vsaj tako je bilo videti. In tudi v resnici je tudi predstavnik Zavoda za gozdove včeraj v tedniku povedal, da je bilo 80% te sečnje pomladitvenega namena. Pa vas to mogoče kaj pomiri, da je bilo pomladitvenega namena, da se bo narava opomogla, recimo bodo prišla mlajša drevesa, ki bodo tu spet naslednjih 100-150 let? Nas ne pomiri zato, ker zberemo mnenja pripadnikov drugih strok, da ta mlada drevesca, ki so jih zdaj pustili, ki niso stara niti 10 let, imajo premer debel nekje do 10 cm največ. Na južnem delu Rožnika, tam, kjer so posekali odrasla drevesa, bojo ta mlada drevesa zdaj izpostavljena vse večjemu pregrevanju mesta, ki ga pričakujemo pač v prihodnjih letih. In kar pač pravzaprav vidimo že zadnja leta. Ta drevesa so bila zdaj v zavetju svojih 100-letnih staršev, zdaj bojo pač popolnoma izpostavljena. In to je vsekakor tudi za nepoznavalca videti zelo nenavadna praksa. Res je. Mogoče še samo to dodava, glede na to, da to vseeno poteka, drevesa sekajo, kaj si želite vi še narediti oziroma doseči zdaj pri tem, kljub temu, da veste, da teh 380 dreves bo padlo? Ja, želimo si, da se spremeni način odločanja, da se v odločanje vključi v bodoče da se res vključijo pripadniki drugih strok, da se vključi biološka, ekološka, geografska, klimatološka stroka in da se predno se načrtuje tako obsežne poseke, se posvetuje s temi drugimi strokami in da se vključi tudi nas prebivalce in prebivalke Ljubljane, ki imamo radi ta Rožnik in ki imamo ta gozd za naš gozd. Hvala lepa. Prosim.